sreči sta lanska in letošnja statistika o nesrečah z udeležbo otrok na poti v in iz šole ugodni. Poškodb niso zabeležili. Ključno je ozaveščanje voznikov, da pazijo na otroke vse leto, ne le na prvi šolski dan, opozarjajo policisti. Zagotavljanje varnosti na šolskih poteh pa je tudi ena prednostnih nalog občine pri infrastrukturnih projektih na cestah, poudarja župan. Vemo, da bojo v tem šolskem letu lahko šolarji iz območja Regrških Košenic prvič prišli po varni šolski poti do osnovne šole Šmihev. Vemo, da smo v preteklih tednih podpisali pogodbo za ureditev dela šolske poti na območju ceste Brigad oziroma Adrianičeve ceste. Možje v modrem bodo v prvih šolskih dneh spremljali promet predvsem na nevarnejših odsekih pri šolah, še posebej pa bodo pozorni na hitrost voznikov in na ključne napake, ki jih ti ponavljajo. Neprivezovanje otroka, ko je v vozilu, ko ga pelješ v šolo, potem je prečkanje izven prehoda za pešce, tam, kjer je vrisan prehod za pešce, parkiranje in ustavljanje tam, kjer to ni primerno in je pa še posebno nevarnost za tega, ki izstopa iz vozila. Policistom so ob začetku šolskega leta vselej v pomoč člani Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki jih vidimo v bližini šol. Združenje šoferjev in avtomehanikov in njeni prostovoljci delamo že vsa leta za varovanje otrok. To skrbi trenutno po letos vključene 11 članov. Po posameznih šolah, tam, kjer smo ugotovili, da so mesta, ki so nevarna, tako da so vsi v uniformah. In opozarjajo voznike na otroke na cesti. Pomembno je izpostaviti še voznike navadnih in električnih skirojev, ki jih je vse več. Z njimi otroci prihajajo tudi v šolo. Uporabljajo površino za pešce, zato poudarjam, da naj pazijo drug na drugega, se pravi pešci na voznike skirojev in obratno. Vsekakor je na vsakem posamezniku, da pazi nase in na ranljive skupine udeležencev v prometu.